Vsak ponedeljek ob 5. popoldne se v Šiški ustvari posebna tržnica. Tu se trguje z zvenečimi imeni. Zdaj mi manjka samo še ena in to je Olise. Če bi z njim trgovali lastniki klubov, bi bil vreden okoli 150 milijonov evrov. No, tukaj ga dobiš za Mesija, ekstra stiker ali pa kaj tako, Ronaldo. Ponavadi se gre na ena, če veš na svetleče, se pa pol gre 2 za 1. Tole je magični svet zbirateljskih sličic. Nekaj, kar smo vsi zelo radi počeli kot otroci. Ampak je potem, ko odrasteš, treba odnehati, niti slučajno. Vsako prvenstvo, kar je, ne bo evropsko, svetovno, olimpijske, skozi to zbiramo. Ker ljudje ne bi smeli zamuditi priložnosti, da začutimo navdušenje. Prvo gledaš nogomet in potem greš zbirati slikice. No, vsaj tako je pri meni. In mi je malo lažje zbirati slikice, ker poznam več igralcev. Še bolj spoznaš igralce, še boljš, tako neka taka nogometna vročica rata. Ne samo vročina, kakor jo zdaj čutim, ampak tudi vročice. Ki jo lahko deliš z drugimi. Takšni bazari so priložnost, da pokažeš, kdo si. Zviti trgovec, ki recimo išče sličice, ki bodo nekoč zbirateljske. Stiker Messi Ronaldo, zaradi tega, ker je njihov zadnji World Cup in bojo zadnje nalepke njihove. Morda vztrajni delavec, ki se ne vda, dokler res ne izpolni cilja. Sem pa pred 2 leti sem pa iskal Švicarja, enega sem rabil. 14 dni sem ga iskal, da sem ga dobil. Ali pa dobrodelnež. So taki, ki pač velikodušno pomagajo pač drugemu, da napolnijo album. Sploh takrat, ko imaš tak kup zamenjav, mislim, kaj boš s toliko slikcami. Kakorkoli pristopiš, zbiranje koščkov zgodovine je nekaj, kar ti požene kri po žilih. Lepa priložnost za pogovor z drugimi in da popoldne preživiš v nečem, kar ti nariše nasmeh na obraz. In ali ni to nekaj, kar se splača nalepiti v album življenja?